Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes sem dobila vprašanje gospe, ki pravi, še mal pa bom plešasta. Kaj se dogaja v njenem telesu? Lase ji izpadajo, krožnično izpadanje las, pravi, da ima težave tudi s kožo in seveda s stresom. No in to je v bistvu največji problem v njenem življenju in zdaj moramo razumeti, kaj dela stres v njenem telesu, kako potekajo hormoni. Poglejte. Stresni hormon je prav, da ga imamo, ker nas dela žive, ker odreagiramo na situacije in tako naprej. In čez dan določena mera tega hormona prav, da se tvori, ker ljudje, ki so čisto prekurjeni, ki se jim ne tvori več stresni hormon, so dejansko tako mrtvi. Samo še tako dobesedno so za umret, ker stresni hormon nam vseeno dela žive. No in to je čez dan, popoldne začne upadati in se že začne tvoriti hormon DHEA in potem narašča in proti jutru upada in se te dva hormona DHEA in stresni hormon izmenjujeta. Iz tega hormona DHEA se potem tvori ženski hormon, pri ženskah estrogen, pri moških se pa tvori testosteron. No in zdaj, če gledamo, kaj delata te dva hormona, delata to v telesu, da smo ženske bolj ženstvene, da smo mile in to je zdaj v bistvu iz te knjige, ko imajo čakre žur, se pravi za vse ženske, ki želijo imeti ravnovesje. Poglejte, kaj deluje. Tukaj, kako ga spodbudite. Dejavnosti, s katerimi ženska lahko sama poveča raven estrogena, je nakupovanje, obdarovanje, pomoč drugim, iti k frizerju, striženje las, nošenje lepih oblačil. V glavnem, estrogen se tvori vedno, ko ženske imamo mnenje o sebi, da smo lepe, da svojo dobrobitjo prispevamo pri nečem, se pravi, ko zmanjšamo stres v svojem življenju. No, po drugi strani pa moški hormon testosteron vpliva pri moških na to, da so pač bolj možati, da imajo nižji glas, da so mišičasti, da so poraščeni, da imajo lase in ko se jim ne tvori ta hormon, se dejansko dogaja, da jim odpadejo lase, postanejo plešasti in vpliva na to, da se koža razgradi, se pravi, ni več mišične mase, strukture in predvsem postanejo, beseda, ki mi gre skozi možgane, je tolsti. Se pravi, poveča se delež maščobe v telesu in zmanjšajo se mišice. No in v glavnem, zdaj, kaj narediti v tem primeru, da ti ne izpadajo lase, da imaš močne lase, se pravi, ključ je v tem, da umirimo stresni hormon in da povečamo proizvodnjo hormona DHEA. No, zdaj bomo pa pogledali to v knjigo, ko imajo hormoni žur in sicer. Hormon DHEA se tvori 2 uri po trdnem spanju, se pravi, je prvi pogoj, da zvečer zaspimo. Drugo pa zvečer potrebujemo vitamin A, B, se pravi B kompleks, C in E vitamin. Poleg tega potrebujemo minerale, kalcij, magnezij in selen, potrebujemo vseh 22 aminokislin in omega-3 maščobno kislino. Zdaj, kaj bi jaz vzela v tem primeru, če bi meni izpadali lase, če bi bila jaz v takem groznem stresu, zase bi vzela Pro-Vitality Plus in vzela bi si beljakovinske šejke. To bi jaz vzela, dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si. Zdaj pa, če pa razmišljate, lahko seveda greste v lekarno in vsakega posebej vzamete, ampak največ problem je pa 22 aminokislin. To so pa gradniki novih celic in moramo razumeti, da telo potrebuje tako živalske vire kot rastlinske vire. Recimo, živalski vir je skuta. Rastlinski vir je, recimo čija semena. In če v istem obroku jeste, recimo jogurt, lahko ga zmešate s skuto, dodate čija semena, je to zdaj že dobra kombinacija, da dobite kar precej teh aminokislin. Recimo, ali pa mandlji, ali pa mandljevo mleko, nenazadnje je rastlinski vir, ampak vseeno rabite nekaj živalskega vira, ker določene aminokisline se nahajajo samo v živalskem viru.
Tako da več o beljakovinah sem spet pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, v roza poglavju, predvsem tisti, ki ne jeste zadostno količino beljakovin, ne samo, da vam izpadajo lase, koža se povesi, postane starikasta, sivkasta, mišice se povesijo, predvsem pa lahko začne voda uhajati, lahko vam blato začne uhajati, predvsem, ker se mišice razgradijo, postanete stari, zgubani, plešasti in polulani. Dobesedno, moje hčerke se smejejo na ta način, mislim na ta račun, ampak to so dejstva. In vem, da sem vam že govorila, enkrat je bila ena gospa, me je spraševala, zakaj ona ne more spati. In sem rekla, vi ste starejša mamca. Pa sem rekla, gospa, kaj ste pa vi jedla danes, v današnjem dnevu? Ja, eno zelenavno juho imam. A pa je notri kaj mesa? Ne, samo malo stročja, pa malo graha je. Ja, zelo zdravo jem. A pa ste v današnjem dnevu pojedla kaj skute ali pa jogurta? A ne, tega pa nič ne jem. In kje dobiš beljakovine? V tisti šalci kofeta, ko daš za en plunek mleka noter. In je nemogoč. Glejte, naše telo potrebuje beljakovine in če ne dobi beljakovine, začne za obnovo razgrajevati mišično maso in lase, nujno jih ne potrebujemo, in če smo tako močno podhranjeni, lahko odvrže tudi lase. Tako da jaz bi v vsakem primeru, če bi imela te težave, tudi s kožo, če bi imela z razgradnjo mišične mase težave, če bi imela občutek, da se pospešeno staram, v tem primeru bi vzela Pro-Vitality Plus, ker zdaj zakaj? Ker ima notri omega-3, ker ima karotenoide, ki so predstopna A vitamina, ker je noter v bistvu karotenoid močnejši od C vitamina in ima tudi C vitamin noter, ker ima vse B kompleks noter, ker ima noter cink, bakar, selen in poleg tega v šejkih pa dejansko dobite tudi ne samo cink, bakar pa selen, dobite čisto vse, tudi kalij, kalcij, magnezij, dejansko vse, kar potrebuje telo za obnovo. In ne nazadnje, jaz to uporabljam pol vrečke na dan, kakorkoli, tempo imam in za koga, gledajte, prvo bom za sebe poskrbela, kako naj funkcioniram, če ne bom najprej sebe nahranila, in ko bom sebe nahranila, takrat lahko funkcioniram. No, druga zadeva pa, to je pa zdaj psihično, ne? Komur izpadajo lasje, se mora najprej vprašati, a se imam kaj rada. Ker ženska, ki ji izpadajo lasje, pomeni, da je v takem kroničnem stresu, da dejansko skače za vse okrog sebe, vsem bo pomagala, za vse bo naredila za druge, za vse bo pač samo ona. Kje pa ona v tej zgodbi? Verjetno nikjer. In v osnovi jo življenje uči, da se mora ustaviti. Verjetno jo življenje uči, da je čas, da kakšni stvari reče ne, brez slabe vesti. Zato, ker ona mora poskrbeti najprej za sebe, ker če ne bo za sebe poskrbela, kako bo potem skrbela za vse ostale. In prav ljubezen do sebe. Ljubezen do sebe je lekcija, ki se je nihče ki nas je niso učili. In danes sem govorila z eno gospo, od malega so ji dali vedeti, da ni dovolj, da ni dovolj lepa, da ni dovolj pametna, da ni. In mi je razlagala, da je videla sebe, tako v bistvu na sprehodu je bila in se je prižgal nek flash na neko obdobje, predvsem takrat, ko je bila stara 1 leto in je videla sebe v tisti pikasti oblekci in rekla, pa kdo tega otroka ne bi imel rad. Je rekla, jaz sem imela notranji preporod, ker sem objela to majhno punčko, ki jo nihče ni sprejel. In sem videla, kako sem pač dobesedno je naredila prav ponovno rojstvo sebe in kako je bila, videla je sebe, kako je spet se rodila in kako se je rodila v ljubečo družino.
In seveda, ker ni bila tega v tem življenju deležna, kakšne odnose je zbirala? Zbirala je odnose, kjer so vsi klatli po njenem hrbtu. In vsi smo vedeli, da njen pač ta mož ni zanjo. Ampak ona je hodila na razne delavnice in je rekla, to je moja karma, to moram predelati. Ja vam povem, da je v zadnjem času pa naredila svetlobne premike, ker je enostavno naredila korake naprej. In vse svetle sile ji pomagajo in se ji samo zlaga skupaj. Ko je ona sprejela odločitev, da je zdaj pa dovolj, vse se zlaga. In kar je naprej zanimivo, zdaj ko je ona odločitev sprejela, da je dovolj tega, da prosjači tudi za povišico v službi, je dobila takole novo službo. Samo zato, ker je čas in ker je začela delati na tem, da ima zmerom bolj sebe rada. To je tako neverjeten, ko se začnejo sestavljati skupaj mozaiki, ampak dokler mi ne damo tem mozaikom različnim, tem sestavljanki, informacije ali pa ukaz, zdaj pa čas za mene, toliko časa se ne zgodi nič. Pač se ne more. Dokler mi ne rečemo, zdaj pa takole, jaz sem redna, jaz želim to, hočem to. Hočem to. Kdo pa misliš, da si? Kdo pa misliš, da si? So vam mogoče to govorili? Kdo pa misliš, da si, da zdaj pa ti zahtevaš? Zadnje čase poslušam Oprah. In sem poslušala en video, ko ona prav, ko je uspela, so ji rekli, in kdo pa misliš, da si? Je rekla, ja, zdaj vem, zdaj končno vem, kdo sem. Je rekla, jaz sem rabila dnevno dozo meditacije, da sem takrat napolnila svojo čašo in ko je bila moja čaša polna, sem lahko iz te svoje polnosti dala drugim. Je rekla, dokler pa jaz nisem napolnila te svoje čaše, sem pa imela občutek, da vsi nekaj hočejo od mene. In zato, ko polnimo to svojo čašo, se začne seveda z ljubeznijo do sebe, s tem, da si vzamemo čas za sebe, da si vzamemo čas za dnevno meditacijo, da si vzamemo čas za dnevno telovadbo, da si vzamemo čas, da gremo na sprehod samo zato, ker s tem polnimo svojo čašo in ko smo tako polni sebe, se vse dogaja. In se dogajajo iz te naše namere, da bomo poskrbeli za sebe, dobesedno drobni čudeži. Tako da, glejte, lase, tam smo začeli, pristali smo pri ljubezni do sebe. In mogoče tudi tisti, ki nimate, ne vem, neke frizure, mogoče je čas, da opazite svojo lepoto tudi brez frizure. Se pravi, da lahko rečeš, ej, bejba, lepa si. Ali pa če ste moški, ej, frajer, tole dober si, lep si. Vem, da marsikdo se zdaj smeje, pa kdo reče moški, lep si, se nisem gej. Lepota duše je nekaj, kar se izraža. Ne rabiš biti gej, da si lahko ženstven. Lahko si nežen, sočuten do sebe, pa si poln testosterona, poln moške energije in nisi na pol baba. To je slabšalno, rečejo ljudje. Gre se za to, da ozreš lepoto v sebi, ker v osnovi smo vsi ljubljeni otroci stvarstva, ampak res čisto vsi. Gremo na kakšno sporočilo, prehod v novo dobo, da vidimo. Pa še Ošotove karte bom. Stvarstvo. Za vse tele svetle duše, ki so tukaj, ki tole poslušajo do konca in ki so prišle do ljubezni do sebe, kaj je ta trenutek pomembno za njih? Naj se razodane tisto sporočilo, kar je prav, da zdaj le slišijo. 3 sporočila, da vidimo. Ledena osama. Nikdar ne morete biti sami. Nikdar. Vedno, ko imate oklep okrog sebe, ga imate zato,
ker ste prepričani, da ste ločeni, da ste sami, da vas nihče nima rad. In ko enkrat se začnete zavedati, da ste v osnovi, da vas ima vaša duša neizmerno rada, da vas imajo vaši vodniki neizmerno radi, da imate mogoče med predniki nekoga, ki vas je oboževal in vas še vedno kot duša obožuje. Ko se začnete zavedati, da celo stvarstvo čaka na vašo informacijo, zdaj pa čas za mene, dovolj je prosjačenja. Takrat se odprejo enostavno tako, nevidna vrata enostavno se zgodi. Čas je za sodelovanje, vaša moč je v tem, ko vidite v drugih ljudeh moči. Zato začnite iskati njihove moči in tam, ko ne morete v nekom najdati nekaj dobrega, je čas, da rečete: hvala za to lekcijo, jaz grem naprej. In se zahvalite in vedno govorite iz svoje resnice. In notranji glas vam vedno govori. Notranji glas je tisti, ki vas usmerja. Vi sami v sebi ste popolnoma v ravnovesju, noter v sebi. Ampak včasih je hrup v glavi tako močan, da ne uspete slišati nobenih sporočil. In takrat, ko preglasi ta hrup, začnite dihati. In najboljši čas je tik pred spanjem ali pa zjutraj, ko se prebujate. Jaz imam rada mirna jutra in enostavno rečem sporočilo stvari, kaj je sporočilo za mene. Enostavno, ker grejo sporočila ali pa že zvečer grejo sporočila skozi mene in je tako neverjetno. Prejšnji dan razmišljam zvečer pri enih projektih, ki jih pripravljam, kdo mi bo pomagal. Naslednji dan dobim klic. Wow, danes sem šla na kavo. Wow, tako delujejo stvari, ko si v toku. Ko prosiš, kaj je moj naslednji korak. No in ravno to sem pobrala pri tem videu od Oprah. Ona pravi, kaj je moj naslednji pravi korak. A ni dobro vprašanje? Kaj je moj naslednji pravi korak? In se premikamo iz ene situacije v drugo in seveda rabimo tudi slabe situacije, zato ker vse to slabo, kar se nam zgodi, nam samo hoče vesolje pokazati: halo, na napačni poti si. To ni pot za tebe. Ko vam začne ugašati življenjska energija, sporoča stvarstvo: halo, ni to ta prava pot. Zate je nekaj boljšega. In vem iz lastnih izkušenj, ko se človek oklepa nečesa in drži in to bo tako, kot sem se odločila, ni nujno, da grejo takrat stvari tako, kot smo si mi odločili. Mogoče ima stvarstvo nekaj boljšega za nas. Zato je včasih res fino, da vidimo, če so same težave, je to čisto sporočilo duše: spusti, dovoli, da odide. Zdaj pa seveda, kaj nas zadržuje? Jeza na ljudi, mogoče sovraštvo, zamera. To nas zadržuje v tistih odnosih, ko enostavno ne zmoremo iti naprej. In kaj je tisto, kar ne sodi več v vaše življenje? Čas je za slovo, pa ne vas, ampak vsega tistega, kar vas obremenjuje. Vse tisto, kar vam pije takole energijo, naj odide. Vem, razmišljate, kako naj živim brez te hiše, kako naj živim brez tega stola, kako naj živim brez te službe, ona nima pojma. Res je, morbiti pa res ne, ali pa jo imam. Mogoče vas pa čaka nekaj boljšega, tako kot moja prijateljica, 2 prošnji napisala, dobila službo. Iz obeh dveh so jo klicali na razgovore in povsod je bila izbrana v ožji izbor. Kaj pa to? Kaj pa to? Kaj? Ko si pripravljen, ko dozoriš, ko odpustiš, se odprejo se odprejo vrata. In naslednja stvar je: blagodejno sprejemaj sebe in druge. Prijaznost. To sporočilo vam bom prebrala, ker gre se za to, da blagodejnost pomeni, da poslušajte sporočilo. Do sebe sem nežna, sočutna in mila. To je zdaj nasprotje od do sebe sem neizprosna, groba in nesočutna. A veste, gre se za to, do sebe sem mila. Ko sem do sebe mila, to pomeni, da vsi tisti odnosi, ki mi pijejo kri,
enostavno da rečem, v redu je. Ta moja mehkoba se odraža pri vseh odnosih. Prijaznost ne pomeni, da ljudje lahko stopajo po meni. Pomeni sposobnost, da se na ljubeč način postavim za sebe. Prepoznavam svoja čustva in znam razbrati čustva drugih. Na ljubeč način znam povedati, kaj želim. In takrat, ko vi poveste, kaj želite in niste slišani, lahko rečete, hvala za sodelovanje, sami pri sebi. Ni treba iti na vrh strehe pa kričati, ampak mogoče napišete kakšno prošnjo, mogoče pogledate kakšen oglas, mogoče, lejte, dajte si priložnost. In vi ste človek, vi ste bitje svetlobe, ki je poklican za to, da deluje v dobrobit vseh. Lejte, svojo zgodbo boste navdihovali, vsak izmed nas ima vpliv na svojo okolico. Čeprav je včasih videti, da so vas vsi zapustili, se zavedajte, da nikoli ne morete biti sami. Vse stvarstvo vas podpira. Prepustite se toku življenja, obdaja vas narava, prepustite se zvokom življenja, objema vas izobilje, ker vi, velika, svetla, stara duša, velika, stara, svetla duša, si del velike slike, del mogočnega procesa. Kaj tukaj še rečem? Uživajte na tem potovanju, ki se mu reče življenje, in zaupajte stvarstvo in lahko imenujete to Bog, angeli, višja duša, ni pomembno kako, ampak stvarstvo vas neizmerno ljubi. Samo dovolite, da ta ljubezen stopi v vaše polje. In ko boste vi spustili ves strup iz svojega polja, vse zamere, in ko boste jasno povedali ljudem, kdo vi ste, takrat se bodo zgodili okrog vas čudeži. Tako da uživajte, vse dobro vam želim in dovolite, res dovolite, da se v vašem življenju zgodi notranji preporod, ker tega ste vredni, ker v vas je vsa ta moč, začnite delati korake na sebi. Boste videli, stvarstvo, ko me čaka, in vsakič, ko naredite korak naprej, ploska in proslavlja in reče vsakič znova, bravo, nekdo se je prebudil, nekdo dela korak naprej. Delajte to, zato ker vaša duša komaj čaka, da naredite korak. Uživajte, predvsem pa dovolite, da se v vašem življenju zgodi dobesedno čudež življenja.